Gremo v kino. Lepo pozdravljeni v naši tedenski filmski oddaji. Vse do oktobra bo potekalo snemanje novega animiranega kratkega filma Kriva pota režiserja Leona Vidmarja. Avtorja smo povprašali, kako poteka snemanje lutkovne animacije, v oddaji pa bomo izvedeli tudi, kaj prinaša letošnji festival Kino Otok, ki bo v Izoli prihodnji teden. Poleg tega ocenjujemo tudi film Novi val Richarda Linklaterja in še eno rundo pa greva Francesca Sosaija. Vabljeni v našo družbo. Leon Vidmar je s svojim kratkim lutkovnim animiranim prvencem Slovo pred 10 leti na festivalu slovenskega filma navdušil občinstvo in prejel vesno za najboljšo animacijo. Potem so film predvajali na več kot 80 festivalih, kjer je prejel več nagrad. Še en, zanj zelo pomemben projekt, je bil lanski animirani celovečerec Zgodbe iz čarobnega vrta. Obsežna mednarodna koprodukcija, pri kateri je sodeloval kot eden od 4 režiserjev. Zdaj pa pod okriljem produkcijske hiše Zavod Zviks, prav tako v tehniki lutkovne stop animacije, v njegovem studiu nastaja avtorski kratki film z naslovom Kriva pota. Ta spremlja dušo, ko se v njeno življenje prikrade skrivnostno modro bitje in se ga brezkompromisno in nepričakovano polasti. Čeprav dušo sprva oslabi in jo pahne v brezup, je njena volja do življenja močnejša. Z Leonom Vidmarjem se je pogovarjal Žiga Bratoš. Leon Vidmar, pri številnih animiranih filmih dobimo občutek, da je zgodba skorajda drugotnega pomena, da je podrejena vizualni podobi in da je torej bistvo pač v občudovanju animacije kot take. No, ampak pri vašem novem avtorskem animiranem filmu Kriva pota, ki je ravno v nastajanju, pa izstopi, se mi zdi, prav močno sporočilo. Pravite, želim ustvariti film, ki bo pokazal proces soočanja s korenitimi življenjskimi spremembami, ki jih povzroči kronična bolezen. No, povejte nam o tem ustvarjalnem procesu in kako je nanj vplivala vaša težka življenjska izkušnja? Ja, generalno bi rekel, je pri animiranem filmu veliko več poudarka na likovnem, zato ker je zelo prisoten, ne? Namreč mi vse ustvarimo sami, zdaj ali na papir narišemo, ali tlele, ki jaz delam, samo lutke naredil, in je ta likovnost veliko bolj močna, ampak še zmeraj jaz sem mišljenja, da kaj pa je naredi res dober animirani film, je pa, ko to oboje se združi in to oboje lepo deluje. Ampak če se navežem na mojem tem primeru zdaj, ki gre za res tako osebni film, je to, namreč zbolel sem za eno redko avtoimuno boleznijo, imenovano miastenia gravis, in je šok, da se je meni to zgodilo, ker imaš občutek, da se bolezni pridejo, pa grejo, pa dobiš neko bolezen, ki jo imaš zavedno s sabo nosiš, je pa velik šok. In to skušam nekako v ta film dati not skozi karakter in tudi samo bolezen nekako predstaviti kot v neko fizično obliko. In sem jo postavil kot nek stvor z veliko lovkami, ker skušam vzbuditi v gledalcu nek gnus, to neke. Bolezen je nek gnus, nekaj, ki se nam vsem, noben noče biti bolan, ampak sporočilno bi pa zelo rad gledalcu ne samo, da dobi gnus do bolezni, ampak da nekako skuša se poistovetiti, ker vsi smo kdaj bolani, pač ali prehlad ali karkoli, in vsi imamo vedno to neko željo, ko bom pa ozdravil, bom pa vse drugače, pa se bom trudil bolj, pa vsi pademo v isto zanko in pozabimo. In tudi jaz vidim pri sebi, ker sem zdaj trenutno v redu, se je super občutek, da pozabiš, da obstaja bolezen, pa lahko sploh živimo naprej, ker če ne bi po mojem od depresije težko videli neko svetlo luč v življenju. In to nekako skušam, zdaj velike besed, potem delam pa kratki film, kjer je zelo veliko deluje na občutku, ki ga bo pustil film. Če se posvetiva podobi filma Kriva pota,
Ostajate zvesti likovni poetiki Petra Bruhla in Hieronymusa Boscha. Za oba slikarja, sploh slednjega, so značilne fantastične pokrajine, napolnjene s podrobnostmi, z množicami ljudi, ki delujejo kot figurice, pa s številnimi simboli. Prikazati želite dvojnost cvetočega travnika in temnega podzemlja, odpeljali pa nas boste tudi v notranjost človeškega telesa. Povejte nam kaj o tem, pa za začetek še nekaj o sami zgodbi, da si bomo lažje predstavljali. Zdaj, zgodba sama gre v osnovi zelo enostavno. Ta duša, poimenovana duša, se znajde v bolnici zelo nemočna in potem dobi diagnozo, izve za ta stvor, da obstaja, in ta stvor jo začne nekako loviti in napadati. In potem dobi neka zdravila in se skuša braniti s temi zdravili. Hkrati s pomočjo zdravil se počuti boljše in stopi ven iz bolnice direkt v lepo naravo, sred travnika, še celo metuljček prileti, na kar se ta stvor spet pojavi in jo vzame v svoj svet. V bistvu občutek te nemoči, hkrati pa občutek, da mora priti ven na svobodo. In skozi potem en tak temačnem morečem se prebije v realnost oziroma v naš svet, poznan svet, kot bi rekel. Hkrati pa ugotovi, da ne more ubežati tej bolezni, no, na nek način, in da vse, kar lahko naredi, je sprejme, da obstaja in skuša živeti v sožitju s to boleznjo, no, na nek način. Kar se pa likovno tiče, pa Hieronymusa Boscha, pa to v bistvu je tako, da ohranjam ta nek občutek od tam, oziroma skušam, čeprav vidim skozi proces, da se tudi razvija v neko čisto svojo smer. Mislim, ne bo ga glih bilo tukaj več zaznati, ko sem najprej mislil, da ga bom obdržal. Plus tega, da vmes imam pa še ta del, ki je celična struktura, mu jaz rečem, ki se dogaja nekje noter v telesu, nekaj je duša not, ampak ki se dogaja v dušinem telesu. Tlele bom šel pa na sploh čisto abstraktno raven, ki pa sploh bo pa po mojem čisto moj osebni izraz, likovni izraz, ki bo narejen v bistvu kamera bo na downshooter, se temu reče, in bom v bistvu sestavljal svet sproti sličico po sličico in bo nastajal in bo taka neka gmotna metamorfoza, ki bi rekel neko slikanje ne v živo, no, ki ni v živo, ki je frame po frame, ampak težko je opisati z besedami. Jaz si točno vem, kaj hočem, kako ga vidim, ampak nisem najboljši z besedami, no. Zato tudi to rajš delam. Za vas seveda zelo pomemben projekt je tudi lanski animirani celovečerec Zgodbe iz čarobnega vrta. Ta je izjemen v svoji obsežnosti, sodelovalo je 16 animatorjev iz 4 držav, vi ste bili eden od 4 režiserjev. In še vedno si v Slovenski kinoteki lahko ogledamo razstavo, ki nas popelje v njegovo zakulisje. Me je pa prav na razstavi prešinilo, da bi bil spet otrok in imel te makete doma, da bi se lahko z njimi igral, ker tako resnične so in hkrati magične. So vse te hiške, prostori, predmeti v njih, pa rastlinje, vzorci, kamenja. Kot bi recimo knjižno ilustracijo iz otroške knjige prelil v resnični svet. In otroci se mi zdi pogosto sanjarijo prav v tem. Ne? Ena ključna stvar, ki je meni blizu, in je to, da tako kot smo ljudje, niti nismo simetrični, ker imamo veliko napak, ne? In napake nas delajo človeške. In tako je tudi pri lutkovnem animiranem filmu v primerjavi s drugimi tehnikami, tle je veliko več nekih napakic, malih napakic, fizike, ki jo vsi začutimo, plus da, to se zdaj velikrat hecam glede na poplavo umetne inteligence, da če nič drugega, mi bomo vedno imeli pri lutkovnem stop motionu, bomo imeli to razliko, da mi bomo, film, ne, tudi če bo umetna inteligenca naredila lahko isto, pa vse, lutk pa scene ne bo imela. Bojo morali pol 3D, ne vem, mislim, da bojo pol imeli razstavo, tako kot jo smo mi, recimo, lahko imamo. Težko, no, mislim. Tako se to lažim, no. Ja, ne vem, mogoče to, da glih zato, ker delam te animirani film, ki vzame toliko časa, pa se marsikdo po mojem sprašuje, zakaj bi toliko časa po svetu nečemu. Pol se lahko vprašamo glede vsega, zakaj karkoli, mislim.
Na srečo obstajajo ljudje, ki jim je to zanimivo. No? V Izoli bo od srede in do konca prihodnjega tedna potekala 22. izvedba Mednarodnega filmskega festivala Kino Otok. Letošnji program, ki zajema več kot 140 filmov iz 45 držav, zaznamuje sveža perspektiva mladih. Mladih avtorjev, mladih likov in mladih selektorjev, ki so soustvarjali izbor. Festival bo odprl angolski prvenec Moja Semba Huga Salvatere, med celovečernimi filmi pa izstopajo še italijanski Šolsko leto Laure Samani, srbsko-hrvaški film Ceste Jugo gre v Ameriko in mehiški naravni rezervat. Festival letos prinaša tudi retrospektivo eksperimentalnih filmov Vaska Preglja z živozvočno podlago Tineta Vrabiča Nica. O letošnjem programu se je Tina Poglajen pogovarjala s programsko vodjo festivala Varjo Močnik. Varja Močnik, lepo pozdravljeni. Živijo. Letošnji program zaznamuje sveža perspektiva mladih avtorjev, mladih protagonistov in mladih selektorjev. Kako se je ta rdeča nit izoblikovala pri sestavljanju programa? Pravzaprav se je izoblikovala sama, ne, in nam padla v oči, kajti res veliko je mladih filmskih avtorjev, mladih protagonistov in zdi se nam pomembno, da poudarimo, kako pomemben je njihov pogled, ta res aktualen pogled, nenostalgičen pogled, ne, mladih, ki jim svet res urgentno pripada, veliko bolj kot starejšim generacijam, ki so ta svet zasrali za njih, in je pač res zanimiv in lepo in tudi težko gledati filme čez njihovo perspektivo. No, za otvoritveni film ste izbrali angolski prvenec Moja Semba Huga Salvatereje, ki prepleta rap, ustno izročilo in urbano življenje Luande. Kaj vas je prepričalo, da festival odprete prav s tem filmom? Moja Semba je en tak film, ki res, ko ga gledaš, si rečeš, česa tazga še nisem videla. Res je zanimiv prav v tem, da je neke vrste musical, da se naslanja na tradicijo angolskega načina pripovedovanja zgodb, hkrati je pa popolnoma svojstven in pa sodoben. Ta repanje, vključuje v bistvu poezijo, ki jo piše glavni protagonist, in gre za eno dramo, ki opisuje težko življenje Angolcev, hkrati v velemestu Luandi, hkrati pa to naredi na en zelo, zelo zanimiv način. Tudi mi je všeč, da s tem filmom Hugo Salvatera, ki bo mimogrede tudi prišel na Kino Otok, nekako pretrese ali pa malo opere naša pričakovanja o angolskem filmu. Med celovečerci morda izstopa tudi Šolsko leto Laure Samani, umeščeno v filmsko privlačen Trst. Film je lani v Benetkah prejel nagrado za najboljšo režijo v sklopu avtorjev do 40 let. Kakšno vlogo imate pri vašem programskem razmisleku bližina in sosedstvo, tako v geografskem kot v kulturnem smislu? Ja, prav zanesljivo smo vpeti v en prostor in na Kino Otoku smo prepričani, da se mora en kulturni dogodek odzivati na okolje in pa čas, v katerem obstaja, tako da je neposredna bližina, regija, se pravi ožja, širša regija, za nas so to nedvomno zelo pomembni filmski svetovi. Trst, ki je privlačna lokacija za kavičarjenje, tukaj vidimo, da je to zelo privlačna lokacija za snemanje filmov, sploh pa je Laura Samani že s prvim celovečercem Telesce pokazala, da ima en poseben pogled tako na filmanje kot na življenje, in tukaj sicer spremljamo dijake, dijakinjo v prvi vrsti, ampak preko tega pogleda zvemo veliko zanimivih reči o odraščanju, o umestitvi ženske v vse moško družbo in tako naprej.
No, v programu pa je tudi srbsko-hrvaški film Jugo gre v Ameriko, road movie o potovanju z domnevno najslabšim avtomobilom v zgodovini od New Yorka do Los Angelesa. Se mi zdi, da takšni filmi na festivalu z izrazito avtorsko usmeritvijo niso samoumevni. Ja, je res, Jugo gre v Ameriko je en tak privlačen že naslov, a ne, spet smo v tem, da raziskujemo regijo, ne samo sedanjost, tudi preteklost, ampak prav Jugo gre v Ameriko dveh mladih avtorjev, Alekse Borkoviča in pa Filipa Grujiča, nam vprašanje, ali je Jugo res najslabši avto, zdaj ne vem, a vseh časov, ali mogoče v Ameriki, ali v Jugoslaviji, pokažete na en svež način oči, ki so sicer se kot otroci vozili z Jugotom, ampak na vprašanje Jugoslavije gledajo drugače kot ljudje, ki smo Jugoslavijo doživljali ali pa tudi v neki relativni ali pa ta pravi odraslosti tudi doživeli njen razpad. Film Jugo gre v Ameriko hoče raziskati, kaj je fenomen tega Jugota, ki je pa dejansko šel v Ameriko in tam bil tudi najcenejši avto, namenjen vsem ljudem. In nekaj od tega tudi zvesta. Sicer te informacije so včasih tudi protislovne, ampak predvsem pa je pomembna pot, na katero se odpravijo, kajti njihova pot, ker gre za ekipo filma, od New Yorka do Los Angelesa je precej vijugava, tudi zato, ker Jugo pač crkne vsake toliko in je treba najti mehanike, ki imajo rezervne dele, ti pa so pogosto iz bivših republik Jugoslavije. Na programu bo tudi retrospektiva eksperimentalnih filmov Vaska Preglja iz druge polovice 60. let. Filme boste predvajali z živo zvočno spremljavo, saj je izvirni zvok ohranjen le pri 2 od 5 del, če se ne motim. Zakaj ste retrospektivo vključili v letošnji program in kakšen pomen imajo to vrstne projekcije, ki so hkrati tudi performativni dogodki? Ja, gre za retrospektiven program filmov Vaska Pregla, enega pionirjev slovenskega eksperimentalnega filma. In ja, zlasti pomembno pri tem programu je, poleg tega, da gledamo res zakladnico slovenske kinematografije, ta performativni moment, namreč Tine Mulej Vrabič Nic bo svojo glasbo v živo podlagal filme. Zanimivo je tudi to, da je bil zvok nekaterih od teh filmov je ohranjen samo za 2 filma od 5 in Tine Mulej Vrabič Nic ta zvok tudi uporabi in inkorporira v svojo glasbeno spremljavo. Zakaj so performativni momenti tako pomembni? Zato, ker je film lahko tudi to. In zato, ker se na Kinotoku trudimo pokazati, kaj vse film lahko je in kako na različne načine komunicira z nami. Eden najizvirnejših sodobnih evropskih avtorjev, José Luis Guerin, pa prihaja s filmom Zgodbe iz Dobre doline, portretom pozabljene barcelonske soseske, zgrajenim iz pripovednih glasov večjih generacij. V slovenskem prostoru je Guerin še vedno razmeroma slabo poznan. Je tudi to razlog za uvrstitev tega filma na program? Ja, José Luis Guerin je tudi nekdo, ki je že bil gost na enem od Kinotokov in ko smo mu tokrat pisali, če bi prišel, žal ne pride, ker takoj povem, ker nima časa, ker snema nek novi film, ampak ko smo mu pisali, če pride, se je Kinotoka zelo dobro spomnil, kot smo se tudi mi njega in njegovih filmov zelo dobro spomnili. Naredil je čudovit topo film, kajti Guerin ima en zelo dober občutek za ljudi. Tako je seveda tudi en najpomembnejših španskih filmarjev, ampak po drugi strani je pa tudi neke vrste, topo humanist, ki z nekim zelo človeškim pristopom raziskuje različne odtenke, ne samo človeka, ampak tudi v tem filmu skupnosti, načina, dinamik. Varja Močnik, najlepša hvala in se vidimo torej 10. junija v Izoli. Super, se vidimo, hvala. Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, bien sûr, le Chabrol. Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc Godard.
Kinodvor je v torek s premiero filma Novi val odprl letni kino Kinodvorišče, na katerem se bodo ljubitelji filma družili vse do 4. julija, ko bo prikazan film Kneecap Richa Pepijata iz leta 2024 o istoimenski irski zasedbi, ki bo julija nastopila tudi v ljubljanskem kinu Šiška. Film Novi val ameriškega filmskega ustvarjalca Richarda Linklaterja iz leta 2025 pripoveduje zgodbo o tem, kako je Jean-Luc Godard posnel film Do zadnjega diha. Režiser pravi, da je njegov film poskus, da na film Do zadnjega diha pogleda z drugega zornega kota in da se s kamero potopi v leto 1959. Film si je ogledala Gaja Pešelj. Ko je francoski Novi val umetniško gibanje iz sredine prejšnjega stoletja zarezal v dotedanjo filmsko tradicijo, ustvarjalno omejeno z brezhibno izpiljenimi scenariji in okostenelo produkcijo, ki ni dopuščala nobenega odmika, je film definiral popolnoma na novo. Nenadoma se je v njem znašlo vse, kar je še do včeraj veljalo za nesprejemljivo. Naprimer, snemanje kadrov s kamero kar iz roke in kar se nam zdi danes popolnoma samoumevno, to pa seveda le še dodatno potrjuje revolucionarno daljnovidnost zagnanih ustvarjalcev. Prav posebej pa Novi val, ki je filmski svet pretresel kot pravi cunami, zaznamuje še nekaj. Izredna povezanost in sodelovanje takrat še zelo mladih filmskih ustvarjalcev, ki so v iskanju novega filmskega izraza zmogli stopiti skupaj in ustvariti resnično navdihujoče ustvarjalno okolje. In prav to neverjetno in enkratno filmsko vzdušje konca 50. let v Parizu je poskušal oživiti ameriški režiser Richard Linklater v filmu Novi val, ter se tako pokloniti svojim stanovskim predhodnikom, predvsem Jeanu-Lucu Godardu, čigar film Do zadnjega diha si je vzel za izhodišče. Linklater širšo prepoznavnost mu je zagotovil romantični film Pred sončnim vzhodom iz leta 1995, je resnični mojster ustvarjanja atmosfere, ki gledalca tako posrka v dogajanje, da vsaj tu in tam kar pozabi na svojo pozicijo opazovalca, in prav to je najbrž tudi največja odlika njegovega najnovejšega celovečernega filma. Kot sam pravi, se namreč zgodbe o nastajanju enega najbolj prelomnih filmov v zgodovini ni nameraval lotiti biografsko ali preveč dokumentaristično, ampak se je svojo kamero želel potopiti v leto 1959 ter oživiti čas, ljudi, vzdušje, pri tem pa je seveda ostal močno zavezan resničnim dogodkom in poročilom o njih. Posebej srečno roko je imel pri izbiri igralcev, sploh pri zasedbi Guillauma Marbecca, saj je bila upodobitev Jeana-Luca Godardja zanj prva glavna filmska vloga. Nalogo pa je, kot pravi sam, o pomoči pravih sončnih očal opravil zares izvrstno. V nasprotju s filmom, s katerim je Godard spremenil filmsko zgodovino in ga na producentovo precejšnjo grozo posnel popolnoma brez vnaprejšnjega scenarija, po trenutnem navdihu in sproti improviziranimi dialogi, je Linklater svojo ustvarjalno ekipo kar nekaj časa namenil pripravam, med snemanjem pa vendarle ohranil tisti pristni novovalovski občutek spontanosti in igrivosti ter ga uspešno prenesel na veliko platno. Novi val, ki ga je bilo moč videti že na lanskem ljubljanskem filmskem festivalu, pred dnevi pa so z njim v Kinodvoru odprli letošnje Kinodvorišče, pa se v filmsko zgodovino gotovo ne bo vpisal tako močno, kot se je Godardjev prvenec. Vseeno pa gre za enega boljših filmskih poklonov, ki s svojim živahnim magnetizmom ni privlačen le za ozek krog filmofilov, ampak tudi za širše, dobrega filma željno občinstvo. La voglia di bere l'ultimo non si esaurisce mai. To je cosa che va. Na Kinodvorišču pa je bil v sredo prikazan tudi film Francesca Sosaja Še eno rundo pa greva. Italijanski režiser Francesco Sosai kot glavne teme svojega filma Še eno rundo pa greva navaja alkohol, prijateljstvo in arhitekturo.
Filmsko pripoved, ki bi jo lahko označili za križanca med Kaurismäkijevo delavsko stoičnostjo in italijanskimi komedijami iz 60. let, ki pod humorjem skrivajo družbeno kritiko, je namreč navdihnila noč preživeta v barih Beneške nižine pred leti, ko sta s prijateljem po naključju srečala študenta arhitekture. Šlo je za eno tistih noči, v katerih se morda ne zgodi nekaj velikega, prelomnega, toda preplet drobnih, nenavadnih peripetij poskrbi za to, da si jo zavedno zapomniš. Na podobno odisejado brez pravega cilja, če za cilj ne štejemo osrednjega gonila pripovedi, iskanja zadnje pijače v večeru, po kateri je vedno želja po še eni res zadnji pijači, se odpravita tudi osrednja junaka filma, Carlo Bianchi in Doriano. Antijunaka srednjih let, ki sta nekdaj skupaj delala v enem izmed proizvodnih obratov v domačem kraju, danes po večini opevata spomine na 90. leta, ko se je dalo tako ali drugače zaslužiti denar in ga tako ali drugače tudi zapravljati, med drugim v eni izmed javnih hiš v sosednji Avstriji. Ko se klatenju od bara do bara priključi študent arhitekture Giulio, ali pa komu, bolje rečeno, Carlo Bianchi in Doriano po naključnem srečanju kar ne pustita domov, njune zgodbe iz 90-ih dobijo poslušalca, ki zanje, čeprav so bile izpričane že neštetokrat, sliši prvič in ki ju, ker se zaradi svoje mladosti obdobij, o katerih govorita, ne spominja, z zanimanjem posluša. Od pripovedi, ki v središče postavi naključno srečanje dveh starih mačkov, ki pogled usmerjata v pretekle zlate čase, z mladeničem, ki ima tako rekoč še vse pred sabo, bi gledalci lahko pričakovali, da bosta prva predala svoje življenjske modrosti drugemu, drugi pa bo na njuno presenečenje tudi njiju o čem poučil. Toda Francesco Sosai se taki pripovedni zasnovi skoraj v celoti izogne. Čeprav Giulio večinoma posluša, stara mačka pa govorita, se njuno pripovedovanje pogosto konča z zamolki, ki ne ponujajo velikih razodeti. Ali pa režiser poskrbi, da tisto, kar bi utegnilo zveneti kot sklepna življenjska modrost, preglasi diegetska glasba. Tako kot 90-ih se mladi študent Giulio ne spominja niti finančne krize leta 2008. Leta, ki ga Carlo Bianchi in Doriano tu in tam, kot bi govorila o nečem zloveščem, o čemer naj se ne bi govorilo, omenita kot prelom, ki je zaznamoval njuni življenji, pa tudi Beneško nižino sploh. Sosai Beneško nižino v filmu namreč slika kot samosvoj karakter, neločljiv od junakov, kot območje nekdaj cvetoče, danes pa propadle industrije, območje avtocest in spremljajočih liminalnih prostorov, parkirišč, podvozov, postajališč, predvsem pa barov, še zadnjih prostorov skupnosti. Beneška nižina, ki jo slika Sosai, je, kot rad poudari v intervjujih, del nevidne Italije. Je prostor, ki se na idealiziranih, digitalno obdelanih turističnih razglednicah Benetk skriva med trgom Svetega Marka in dolomiti, ki se dvigujejo za njim. Ko eden izmed nemških turistov v baru v filmu reče, da si je prišel pogledat Italijo, še preden bo ta uničena, oziroma, kot pokroviteljsko poudari, še preden jo Italijani sami uničijo, mu Carlo Bianchi odgovori, da je zato žal že prepozen. Čeprav ima film še eno rundo pa greva na prvi pogled nastavke filma Ceste, gre v resnici predvsem za film Pokrajine, ki zaznamuje osrednja junaka in iz katere se kljub nenehnemu prestavljanju od ene točke do druge ne moreta premakniti. Prekladanje tjav en dan, od bara do bara, se v Sosaijevem filmu namreč bolj kot za žanr klasična osvobojajoča pot v neznano, zdi kot pripadnost prostoru, delno pa tudi ujetost vanj. Podobno zataknjenost pa film slika tudi na časovni ravni. Iz pripovedovanja osrednje dvojice se namreč zdi, da sta z mislimi še vedno skoraj izključno v času pred letom 2008. Iskanje še zadnje pijače pa deluje kot popolna iluzija premikanja naprej v času. Dokler se noč ne konča, namreč še vedno obstaja možnost še tako majhne, nepričakovane dogodivščine, ki za hip poživi izpraznjeno sedanjost.
To je bila oddaja Gremo v kino. Čaka vas v vaši aplikaciji za podcaste in na spletnih straneh Radia Slovenija. Pripravili smo jo Žiga Bratoš, Tina Poglajen, Gaja Pešelj, Alma Čelik, Maja Mol, Janez Ahlin in Petra Meterc. Vabljeni k poslušanju naše filmske oddaje spet prihodnji teden. Lep pozdrav in srečno!